dve energiji, vsaka zase odlični. A ko se združita, dobimo najboljše. Skupaj najboljši. ECE, energija prihodnosti. Član skupine Elektro Gorenjska in Elektro Celje. Lepo pozdravljeni. 1. oktobra sta se podjetji Elektro Gorenjska prodaja in Elektro Celje Energija združile v eno podjetje, v podjetje ECE. In to novo podjetje prav v tem času po Gorenjski uvaja nov račun ECE. Več pa o tem s prokuristom in pomočnikom direktorja v podjetju ECE, s gospodom Rudolfom Ogrincem. Lepo pozdravljeni v studiu. Dober dan. Torej, če greva kar na začetek. Katere spremembe oziroma katere novosti prinaša sabo ta račun ECE? Ja, že v osnovnem dokumentu združevanja med tem dvema podjetjema je bilo neka usmeritev, da eno podjetje da drugemu podjetju neke svoje prednosti. In to je lahko najhitreje, kar damo našim skupnim kupcem. In prav en od teh prednosti je ta skupni račun. Skupni račun je sigurno ena prednost za kupce, ker so lahko na enem računu več energentov. Zelo ponosni smo na to grafično prikaz podatkov, je veliko bolj pregleden za kupca. Enostavno lahko pribira in razbira podatke iz računa. Po drugi strani pa tudi kupcu privarčuje, saj ima namesto več računov samo enega in na ta način tudi privarčuje pri provizijah. Istočasno je pa tudi zaradi tega okoljsko bolj sprejemljiv, ker porabimo veliko manj papirja. Za kupca, kot smo rekli, je velika prednost en sam račun, en sam obračun. Kaj vse pa združuje račun ECE? Kaj vse je na tem računu? Bom poskušal čim bolj predstaviti tako glede ugodnosti za kupca. Za kupca je izredno dobro to, da ima lahko na enem skupnem temu računu lahko več energentov. To pomeni, lahko ima elektriko, lahko ima plin. Istočasno, če ima več merilnih mest, ima lahko tudi na skupnem temu računu. To pomeni, če ima stanovanjsko hišo, če ima še kakšen vikend, ki lahko to tudi združi na en račun. Istočasno lahko na ta račun dodaja vse neke ostale produkte, storitve, ki jih kupuje preko nas. Naprimer, če se odloči pri nam nabaviti kakovostne pelete, jih mu tudi tukaj dodamo obrok teh peletov za plačevanje. Istočasno, če se odločil preko nakupa, preko internetne strani, mu lahko tukaj tudi zaračunavamo kakšen energetsko varčen gospodinjski aparat. Če sedaj greva ravno k temu, je v akciji kakšen ugoden aparat? Kaj je sedaj aktualno v vaši ponudbi na spletni trgovini? Na naši spletni, preko internetne strani, konstantno ponujamo neke najbolj take pereče gospodinjske aparate, ki jih gospodinjstvo rab, rečemo pralni stroji, hladilniki, neki podobni aparati. Imamo pa namen prav zdaj v mesecu novembru in decembru ta nabor še veliko bolj razširiti. Cilj imamo, da v kratkem bo nekih takih izdelkov 100. Predvsem tisti, kar vsakdanje gospodinjstvo pri svojem dnevnih opravilih rabijo. Od nekih televizij, gospodinjskih aparatov, razsvetljave in nekih podobnih izdelkov, ki se rabijo v vsakdanjem delu. Pa lahko v vaši spletni trgovini kupujemo vsi, ne glede na to, če smo vaši kupci? Ja, na naši internetni prodaji bojo lahko kupovali vsi kupci. Ni pogoj, da so naši kupci. Seveda pa, da naši kupci imajo pa posebne pogoje. Imajo akcijske cene, ki so dostopne samo našim kupcem, in seveda naši kupci lahko kupujejo tudi na obroke. Tako da je to mogoče tudi nek motiv za vse ostale kupce, da v nam prepoznajo tudi mogoče iz tega vidika, da prestopijo v našo družino ECE. Kot sem slišala, v tem trenutku je
največja, oziroma ni bilo še takšne možnosti, da na hitro prestopimo z enega ponudnika k drugemu. Bo držalo? V tem trenutku ta možnost je zelo enostavna. Ja, te postopke za zamenjavo dobavitelja je kot zakonodajalec država izredno poenostavil, tako da prestopi z enega dobavitelja do drugega so dosti enostavni. Kupec enostavno se na podlagi nekih prednosti dobavitelja lahko enostavno odloči za menjavo. Ponovadi je zadost zadnja položnica, davčna številka in to je vse. In to je vse. Pa se vrniva nazaj k računu. Kaj predstavlja ta tortni grafikon pri elektriki in plinu? Vemo, da na tisti končni znesek na položnici na računu vpliva številne postavke. Pa dajva še enkrat povedati, kaj na primer pomeni omrežnina in dodatki, dajatve in prispevki. Ja, velikokrat kupec, ko dobi račun, ne zna iz računa razbrati, kako so sestavljeni ti stroški in kam so kaj namenjeni. Tukaj na našem računu je to zelo grafično enostavno prikazano v obliki torte, kjer je v modrem delu torte predstavljen predvsem tisti del, ki ga kupec plača za nakup energenta. In to vidimo, da je pri gospodinjskem odjemalcu tam okrog 1/3. 2/3 vseh teh ostalih stroškov, ki jih plača ob nakupu energenta, pa gredo en del za omrežnine in dodatke, drug del pa za neke dajatve in prispevke. Na ta način želimo kupcu tudi predstaviti, da koliko je samo energenta, koliko je vseh ostalih stroškov in nekih državnih zahtev, dajatev, ki jih mora en kupec ob enem takem računu plačati. In seveda nas kupce zanima, kam potem ta sredstva gredo, ki se zberejo na tem posebnem mestu. Prav na tem računu, posebno pa v teh brošuri, ki bojo kupci dobili, je dosti podrobno razloženo, kam grejo neki posamezne postavke, kdo je za katere kaj odgovoren, kdo jih predpisuje, za kaj se namenjajo in na kakšen način se obračunavajo. To mislim predvsem to, a je to nek fiksen strošek, ki je vsak mesec enak, predvsem odvisen od priključne moči, oziroma da je odvisen od porabe energenta. No, in ko smo ravno pri tem, glede na vse povedano, glede na to, da je toliko stvari zafiksiranih na pol, kje na tem računu potem mi kot kupci lahko poiščemo oziroma svoj prihranek? Na katerem delu računa se skriva ta možnost prihranka? Ja, tudi na prihranke smo mislili. Zato smo v račun vnesli grafičen del porabe, mesečne porabe kupca. Sigurno in tudi izkušnje imamo take, da kupec se odloči za varčevanje, če je dobro informiran. In v tem primeru, v našem primeru na računu ima on za eno leto nazaj mesečne porabe energenta. Na ta način on lahko dosti hitro ugotovi, če se mu v enem mesecu izredno povečala poraba. Tako lahko naredi neko inventuro v gospodinjstvu, a je bil preveč potraten, a se mu v tem mesecu kakšen gospodinjski aparat pokvaril, naprimer kakšen skrinja, kakšen hladilnik, da mu preveč obratuje, oziroma da kaj drugega, ker lahko on vpliva sam za neko porabo teh energentov. Zato je izredno pomembno, da kupec ob vsakem položnici lahko tudi vidi, kakšna je ta mesečna poraba. Seveda je pa od mesečne porabe odvisen tako strošek samega energenta, kakor tudi ostale dva, ki sem jih prej omenil, od omrežnine in teh ostalih dajatev. Povsod je v določenih delih ta strošek povezan od količine kilovatnih ur, naprimer, če je to električna energija. Lahko tukaj še omenim, da je poleg tega grafičnega prikaza ima vsak kupec neko svojo oziroma dnevno povprečno porabo
Istočasno imamo pa zraven prikazano, kakšna je povprečna slovenska. In hitro lahko vidi, v katero skupino se nekje nahaja, a je med bolj potratnimi in bolj varčnimi. In če med bolj potratnimi ima možnost z nekim odnosom do porabe teh energentov se predstaviti tudi med bolj varčne. Kakšne so običajne napake, ki jih mi počnemo doma, ko razmišljamo oziroma smo mogoče potratni z električno energijo? Največkrat je pri ogrevanju. Pri ogrevanju nas tam, da bi imeli neko sobno temperaturo okrog 21 stopinj, se ogrevamo na mnogo višje, 23, 24, 25, ker nima nobenega smisla. Jaz mislim, da za neko dnevno, če se gibamo v nekem prostoru, da je zadostna temperatura 21, tle se lahko zelo veliko privarčuje. Paziti moramo, koliko stare imamo gospodinjske aparate, od pralnih strojev, boilerjev, ker vsi ti aparati z leti izgubijo neke lastnosti in so potem nagnjene v veliko večji porabi električne energije. Se mi zdi, da vsak, rečemo tudi pri zamenjavi razsvetljave, da neko klasično staro razsvetljavo zamenjamo za kakšno bolj sodobno, z LED svetili in podobno. Ko preko teh ukrepov imamo v vsakdanjem gospodinjstvu kar nekaj. Od tega, kako prezračujemo prostore in podobno. Ste vi doma varčni glede na to povprečno rabo? Ja, jaz v bistvu spadam med bolj varčne porabnike. Veliko lažje svetujemo našim kupcem, če sami preizkušamo vse te ukrepe, ki jih izvajamo, predvsem najprej pri sebi doma, in potem tudi bolj, samozavestno znamo pri kakšnemu kupcu potem to tudi posvetovati in rečemo, iz lastnih izkušenj vemo, če spremeniš to in boš prihranil toliko in toliko. Glede na to, da smo že prej dejali, da je kar dobršen tisti del zneska na računu zacementiran, pa da je energent samo 1/3 tistega končnega zneska, kje pa potem razni ponudniki, 10 vas je mogoče, najdete tisto svojo konkurenčno prednost. Prej ste že nekako omenili, kaj je vaša prednost. Ja, hvala za to vprašanje. Tudi vidim, da ste ugotovili, da na samem računu je samo 1/3 energenta. To pomeni, da cene so na tem delu v zadnjih letih šle izredno dol. Marže so pri sami prodaji električne energije ena najnižjih v Evropi, tako da kakšnih rezerv v tem delu ni. In tudi če se mi odločimo za 10% znižanje, se to pri kupcu pozna samo 3%. To pomeni, ni velikega učinka pri skupnem računu. Tako da iščemo mi pri naših kupcih predvsem neke druge storitve. To, da mu naredimo nek skupen račun, kjer nam lahko vsak mesec privarčuje pri provizijah. Potem, da se naš kupec lahko odloča, da bo plačal prek trajnika, da se odloča v nepapirnati obliki računa, v obliki PDF, da mu znamo svetovati, kako naj privarčuje, da mu znamo pokazati, kakšen je potrošnik, kaj je potraten, ni potraten, da je lahko svojo porabo, da mu omogočamo prek interneta neke registracije na portalu Moj.ec, kjer on lahko oddaja mesečno števčna stanja, kjer ima na tistem delu v bistvu vse svoje neke finančne podatke, plačil, koliko je še dolžan, vse račune ima shranjene, možnost ima naročanja tam neke energetsko varčne aparate po zelo ugodnih cenah na obrokah. Pa se mi odločamo za kaj takega, kot je e-poslovanje, kot je mesečno posredovanje podatkov števčnega stanja, ali smo še vedno vezani na to, da počakamo tisto položnico in kar je? Moram povedati z veseljem, da ta trend kupcev, ki se odločajo za mesečno oddajo števčnega stanja, izredni porasti. Zato tudi veliko delamo, da je teh kanalov in da so ti kanali čim bolj enostavni za oddajo števčnih stanj. Seveda, vse več je kupcev. Lansko leto lahko rečem, da je bil ta trend skoraj 100% glede porasti načina oddajanja in da so se tudi kupci odločali za mesečno oddajo porabe energenta.
Na ta način se kupci izognejo presenečenj ob računih, pa tako, kot sem že prej povedal, če mesečno oddajaš, potem to porabo tudi spremljaš in potem tudi lahko hitro ukrepaš glede te porabe. Kdaj pa bomo vaši odjemalci prvič na Gorenjskem prejeli to novo obliko računa? Ja, prvič bomo mi te račun dali za mesečno obdobje oktober. Prvi računi bojo prišli v začetku novembra in bojo preko novembra, zdaj odvisno, kakšen kupec je, si na, tako kot sva prej rekla, si na nekih akontacijskih računih, a si na nekih mesečnih porabah. Tako da v mesecu novembru pridejo naši kupci prvikrat stik, zdaj rečemo gorenjski kupci, stik s tem sodobnim računom. Kdaj pa bo, na primer, prav za vse uporabnike vaše možno to mesečno števčno odščitavanje daljinsko? Ja, vidim, da ste informirani glede tega. Ta projekt je že v teku, izvajajo ga distribucijske podjetja. Kot imam informacije, je kar projekt že globoko v teku, tako da jaz ocenjujem, da je teh daljinsko odčitavanih števcev že preko 20%. Vem pa, da so vsi plani narejeni, da se projekt zaključi do leta 2020. To pomeni, leta 2020 se bodo vsi ti števci od gospodinjcev odčitavali daljinsko in ne bo več potrebe oddajati na kakšenkoli način ta števčna stanja. In bojo vsi dobili porabo po dejanske, v bistvu položnico po dejanski porabi. Seveda, ena izmed možnosti, kako obvestiti kupce o novem računu, je bila ta današnja oddaja oziroma ta najin pogovor. Na kakšen način pa vse lahko kupci še preverijo, mogoče, če jim je kaj ostalo še prikritega? Ja, prav zato smo naredili posebno eno brošuro, ki imam prav tukaj pred sabo. V začetku, koncu oktobra, začetku novembra bodo vsi naši kupci dobili to brošuro, kjer dosti podrobno še enkrat obrazložujemo in svetujemo kupcem. Na svet je tudi noter, kako kaj preučevati. Naslov te brošure je Razumete svoj račun za elektriko in plin. Ima tudi tak preko, že sam naslov je malo provokativen in mi želimo tle dati kupcem več odgovorov, kot so jih imeli zdaj. Tako da dobijo to brošuro. Ta brošura bo tudi v PDF obliki na naši internetni strani www.ece.si. Istočasno smo naredili neko video predstavitev te brošure, da se tudi to lahko kupci ogledajo tako na naši internetni strani, kot na YouTubu. Potem in seveda prav za vse kupce, če pa karkoli imajo kakšno vprašanja, smo vedno dostopni na našem brezplačni številki klicnega centra 080 22 04. In kakšne so običajna vprašanja, ki jih zastavljamo kupci? Ja, ponovadi je na prejšnjih računih je bilo sigurno prav zaradi teh neprepoznavnosti, ki je bil račun tako zakompliciran po nekih informacijah, kaj je ta strošek, kaj je drug strošek in potem kupcu obrazložimo te zadeve. Največkrat mogoče sprašujejo, kako naj se registrirajo na moj EC, da želijo mesečno oddajati. Se vsi kupci, ki dobijo pri akontacijah neke letne obračune, velikokrat so, ko preko negativno presenečeni, ki je treba plačati za nazaj in se takrat odločajo za mesečne oddajanje števčnega stanja. In če vas vprašam takole, kaj pa tisti, ki smo bolj vajeni na en osebni kontakt? Ja, kljub temu, da ima podjetje izredne strateške cilje, da se nekako pozicionira, da bo sodobno podjetje, da bo imelo najbolj sodobne neke mobilne aplikacije, internetne, se izredno zavedamo, kako pomembno je ta oseben stik. In imamo tudi neko zavezo, da bomo odpirali tudi nove poslovalnice. In jaz bi izkoristil te prilike, da povabim vse kupce, naše kupce, da se oglasijo 12.11. na lokaciji Žirovnica, kjer bomo odprli novo poslovalnico, kjer bomo omogočili na tem okolišu, da nas kupci lahko tudi
neposredno komunicirajo z nami in pridejo do nas glede samih, rečemo, storitev po prodaji, a pa kakšnih novih prodajnih pogodb, pa karkoli smo na razpolagi kupcem. Glede na to, da sva trenutno v občini Medvode, pa je najbližji vaš center Kranj. Kranj. Ja, tako kot sem rekel, obljubljam, da bomo te centre tudi v prihodnje odpirali. Zdaj je težko obljubljam, da bo to v Medvodah, ampak verjetno pa, ker imate v bližini Ljubljano, se to zna zgoditi malo. Najlepša hvala za vsa pojasnila. Ko bom prvič prejela ta račun ECE, si ga bom nadrobno pogledala in če mi bo kanilo še kakšno vprašanje, vas pokličem oziroma pokličem vašo številko ali pa recimo se na drugačne načine informiram, možnosti je veliko, ne? Ja, sigurno moram reči, da te račune so na celjskem območju kupci že dobili. Odzivi so bili izredno pozitivni, tako da se vsaka odziva od našega kupca veselimo, a bo pozitiven, negativen. Če imamo še kaj možnost, da popravimo, bomo probali še dograditi. Vseeno pa mislim, da je ta račun veliko boljši kot prej in nekaj inovativnega na našem trgu, veliko bolj pregledanega, enostavnega. Ja. Hvala za pojasnila. Vam, dragi gledalci, pa seveda hvala za pozornost. Nasvidenje. Dve energiji, vsaka zase odlični. A ko se združita, dobimo najboljše. Skupaj najboljši. ECE, energija prihodnosti. Član skupine Elektro Gorenjska in Elektro Celje.